Velik adventni venec v Zatonu, ki je viden iz več koncev mesta, je tudi letos osrednji praznični motiv. Ideja zanj se je porodila arhitektki Vesni Lapuh-Vimpolšek, ki pri praznični okrasitvi mesta kot idejna vodja sodeluje od leta 2018. Okrasitve so bile tudi že prej. Jaz sem dobila pa priložnost 2018 in smo takrat naredili ta velik adventni venček. Ne vem, nosijo lepo misel v smislu povezovanja, skupnosti, pa tudi trajnosti, kar recimo podjetje Kostak predstavlja. V trajnosti v smislu, da nekoč, ko tega venčka ne bo več, pa bo tukaj kakšna nova oblika, da bo šel na primer pod gradbeni oder graditi naprej domove. Praznično okrasitev mesta ustvarjalci vsako leto nekoliko nadgradijo. Rdeča nit so tudi letos lepe misli, ki se začenjajo v Zatonu in nas popeljajo po ulicah skozi mesto. Ta ideja se imenuje Šepet mesta oziroma se je potem nadgradila v ime Šepet prazničnega mesta. Ponudila se je kot nek odgovor na situacijo, v kateri smo se znašli lani. Vedeli smo, da ne bo nekih prireditev, ni bilo nekih bučnih zabav, proslav, ampak vseeno smo pa želeli, da bi vnesli neke topline, veselje v ta občutek osamljenosti in te tišine. Največ jih najdemo v pešconi pri drsališču. Ja, zanimivo je bilo, ko smo zdaj, misli so bile že lani in ostanejo, ker so s tako cestno barvo, ostanejo skozi celo leto. Tudi niso čisto praznično naravnane, ampak so uporabne skozi celo leto in si jo vzameš misel s seboj, lahko jo tudi pošlješ nazaj v mislih mesto neko svojo. Letos smo torej lanske osvežili, da se lepše vidijo in dodali pa še nekaj novih. Avtorjev lepih misli je bilo več, med njimi je tudi naša sogovornica, ki nam je zaupala svojo najljubšo lepo misel. Ta je moja, tudi je pa talo. Vse sledi so bile nekoč neprehojene poti, oziroma mogoče včasih celo se zdijo neprehodne, ampak ni, pogum, pa gremo naprej. Ob lepih mislih, ki nas peljejo skozi mesto, so nanizane še druge okrasitve, ki si jih ogledamo spotoma. Te tudi letos zaokrožujejo jaslice na Hočevarjevem trgu.